Dobrodošli v Športnem kompasu. Strelstvo, rokomet, tenis in boks bodo teme zadnje februarske oddaje. Najprej ne zamudite prispevka z Evropskega prvenstva v streljanju z zračnim orožjem, ki je bilo konec prejšnjega tedna na Finskem, Slovenci pa so lovili norme za nastop na olimpijskih igrah v Londonu. V prvem delu oddaje še o gostovanju mariborskih rokometašev v Bosanskem Gradačcu. Ubranili so 8 zadetkov prednosti z prve tekme in se uvrstili v četrtfinale Evropskega pokala Challenge. Letošnje Evropsko prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem so organizirali na Finskem, v Vierumakiju, kjer imajo enega najbolj modernih športnih inštitutov na svetu. V njem domujejo številne panoge, tudi strelska, v katere prostorih so izpeljali vseh 8 final. Osnovni del pa so organizirali v areni, večnamenski dvorani, ki prav tako spada pod okrilje športnega inštituta. Cilji, s katerimi se je na sever Evrope podala 10-članska slovenska reprezentanca, so bili razdeljeni v 2 dela. Kar se tiče mladincev, so se načrtovala mesta med 16 najboljšimi, kar se tiče članov, pa je bila v ospredju 1 oziroma 2 olimpijski normi. Prvi del Evropskega prvenstva je bil namenjen mladincem. Med njimi je bila 7 Slovencev, ki si je nastop prislužila z izpolnjenimi kriteriji na kakšni izmed 8 izbirnih tekem. Žal nobenemu izmed njih ni uspelo izpolniti zadanega cilja, ki je govoril o uvrstitvi med 16 najboljših. Še najbližje je bil Jan Šumak, ki je bil z zračno puško 18. Vseeno je Evropsko prvenstvo, to je takšne velike tekme, še nikdar v življenju nisem streljal, tako da največja pred tem je bila kakšno mednarodno, malo večje tekmovanje, München mogoče, tako da se ne more poslati z nobeno tekmo. Na začetku nisem nobene treme čutila, pa me je pa trema zagrala, ampak ko sem začela streljati, sem se malo pomirila. Tako da šlo je dobro, samo drugo serijo sem se zmedla, zgubila, ampak hvala Bogu sem pa popravila. Živčki veliko bolj delajo tu, kot pa na drugih tekmah. Ne vem, München je bil še edino taka tekma, pa finale v Münchnu. In tule sem res pričakovala malo več od sebe, ampak pač okoliščine so bile take, da sem bila že od včeraj toliko živčna, da pač je tako, kakor je. Mi smo letos z zelo mlado ekipo nastopili. Razen 3 članov so bili v mladinski konkurenci vsi prvič, razen Nine Juvan, debitanti, so se tukaj nekako hoteli dokazati. Imeli smo majčkeno športne nesreče, ker sta bila Šumak Jan kot Kovačič Anuša, sta pravzaprav samo krog do tiste vrstitve, ki smo jim želeli, se pravi zelo blizu. Ostali so pa pravzaprav naredili v okviru svojih zmožnosti. Tako da pravzaprav, kar se tiče mladinske ekipe, lahko rečem, da smo zadovoljni. Nad povprečjem svojih rezultatov so streljali Anuša Kovačič, Špela Mihalič, Jan Šumak in Živa Muhič. Nina Juvan in Jan Šumak pa sta se zelo približala osebnemu rekordu. Drugi del Evropskega prvenstva je bil z vidika slovenske reprezentance v prvi vrsti v znamenju lovljenja olimpijske norme. O njej so na glas razmišljali vsi 3 strelci z zračno puško, Dvoršakova, Mojičevič in Markoja. Prva se je, in to zelo pogumno, s konkurence udarila najmlajša, Živa Dvoršak, ki je optimizem gradila na vrhunskih rezultatih iz preteklih tednov. Po nastopu v finalu mednarodnega tekmovanja v Münchnu je na nemški ligaški tekmi zadela 400 od 400 možnih krogov in napovedala, da bo v Vierumakiju med tistimi, ki se lahko uvrstijo v finale. In ravno na ta način je potekalo njeno soočenje z zadevanjem desetic. V 40 poskusih je zadela le 1 devetico. Njen rezultat je vreden še več, saj je zadnjo serijo na kljub časovni stiski opravila vrhunsko in se z najboljšim izidom uvrstila tako v finale, kot med tiste 4 strelke, ki so si zagotovile nastop na olimpijskih igrah v Londonu. Jaz mislim, da sem dosegla trenutno cilj življenja, seveda se ti cilji sedaj pomikajo in že imam nove cilje v glavi, ampak mislim, da nekako, ko sem dala to skozi, ko sem videla, da lahko, da mi bo naprej lažje. Še enkrat letos sem potrdila, da sem v vrhunski formi, še enkrat izenačila državni rekord, in kar je sicer zelo dobro, in mislim, da bomo tole vzdrževali do Londona in upam na podoben rezultat tudi tam. Zadnja tekmovalna postaja Dvoršakove je bila finalna serija.
V njej je začela s prve strelne pozicije, po 10 strelih pa končala na 7. Zadela je točno 100 krogov oziroma od 3 do 4 manj kot višje uvrščene strelke. Ne vem čisto točno, kaj je bilo v finalu. Šla sem sproščena, videla sem, da imam kvoto, da nimam nič za izgubiti. Enostavno se mi očitno letos še ni uspelo, da bi še sestavila redni del in finale skupaj, ampak to nam je zdaj očitno prioriteta, da popravimo in bomo videli, kaj bo. Zdaj se bo to malo spremenil, ta letni plan, tako da vključili bomo po mojem tudi noter čim prej tudi mali kaliber, ker bo lahko nastopal tudi v tej disciplini, tako da bo treba veliko trenirati, svetovni pokali se bližajo, tako da se bomo probali čim bolj pripraviti. Zadnja sta na evropskem prvenstvu streljala Željko Mojičević in Robert Markoja. Pomembnost tekmovanja jima je nekoliko zatresla roki, saj so zadetki v posameznih serijah precej nihali, od 96 do 100 krogov, kar je bilo premalo za odmevnejši rezultat. Oba, Mojičević s 591, Markoja pa s 586 krogi, sta zaostala za svojima najboljšima rezultatoma v tem letu. Vsi strelci so bili praktično pod enakim pritiskom. Nažalost, jaz sem padel bolj, kot so ostali. Kljub temu za kvoto samo je bilo potrebno doseči 595 krogov, kar sem jih dejansko sploh v zadnjem mesecu in pa pol brez problema dosegal. Zato mi je še toliko bolj teže, ampak nimamo kaj, glavo gor, pobrati najboljše in gremo dalje. Zdaj bom absolutno več treninga posvetil malokaliberski puški, kajti sezona se v bistvu bo zelo hitro na široko odprla. Nastopil bom tudi na 3 svetovnih pokalih in ne bom pa dal v kot tudi zračne puške, sigurno ne, kajti prepričan sem, da tudi na tako veliki tekmi, kot je svetovni pokal, bi znal ustreliti dober rezultat zračno puško. Da je malo manj mogoče oziroma malo več razbremenitve kot danes in bi znal res pa tudi enkrat nekje presenetiti za zračno puško. Na olimpijskih igrah v Londonu nas bodo tako zastopali 3 strelci. S puško šibrenico bo to Boštjan Maček, z malokaliberskim orožjem Rajmond Debevec, zračno puško pa Živa Dvoršak, ki se bo pomirila tudi na 50-metrski razdalji. Kdo izmed njih bo dosegel najvidnejšo uvrstitev, bo precej odvisno od dnevne forme. Glede na prikazano v zadnjem letu je dosegljiva tudi medalja. To je tudi naslednji cilj, ki so si ga zadali v Strelski zvezi Slovenije, v kateri so na dosežke svojih članov še kako ponosni. Priprave in ta sezona, ciklus Olimpijske igre London je več kot uspešen. Uspeli smo nad pričakovanje, vsaj kaj se z mojega stališča tiče, ali pa samega predsedstva. Kaj se tiče samega evropskega prvenstva, vse čestitke mlajšim kategorijam. Nismo imeli prvi dan sreče, kriteriji so nam pobegnili za en krog pri obeh strelcih. Danes pa moram reči, hvala Želetu, hvala Robiju, borila sta se, žal pa ni današnji dan bil njima namenjen. Včeraj je Živa naredila vse, to, kar smo pričakovali, potihem od nje. Tako da čakamo London in mogoče v Londonu finale ali pa še kolajno. Na evropskem prvenstvu v Vjeromakiju so imeli največ uspeha Rusi in Ukrajinci. Prvi so pristreljali 22 medalj, med njimi je bilo 7 zlatih, drugi pa 20, med katerimi jih je bilo 5 zlatega sijaja. Medalje je prejelo 16 držav. Po 2 olimpijski kvoti sta šli v Belorusijo in Švico, ostalih 14, med katerimi je bila tudi Slovenska, pa v prav toliko držav. Nastopanje v evropskih pokalih je mariborske rokometaše tokrat pripeljalo v bosenski Gradačac. V zasneženo mesto s 15 000 prebivalci so prišli prepričani, da jim napredovanje in novo uvrstitev v četrtfinale evropskega pokala ne more uiti. 8 zadetkov prednosti z prve tekme je bil zajeten kapital. Na nekatere stvari niso imeli vpliva. 40 let stara dvorana v Gradačcu komaj ustreza pogojem za tekme na tej ravni. Najbolj moteča je bila zelo trda igralna površina.
Mogoče ni vse najbolj prijetno, najlepše in tako dalje, ne? Ampak ravno v takih pogojih potem pač mora vsak pokazati res te notranje motive, da ga nič ne vznemirja, nič ne moti. Ja, sigurno so take tekme zelo dober test za našo mlado ekipo. V bistvu bo tudi pokazalo oceno našega dela in jaz verjamem, da smo zelo dobro delali in da bomo jutri zelo dobro opravili ta izpit. Domačini so bili zelo gostoljubni, čeprav se je zdelo, da so z natrpanim urnikom na dan tekme iskali načine, kako preusmeriti pozornost Mariborčanov. Jutranjega sprejema pri županu se je večji del štajerske odprave izognil. Namesto tega je v hotelu potekala zadnja videoanaliza in priprava na bosensko ekipo. Kosilo v podružnici podjetja Cimos, eni izmed 5 v Bosni in Hercegovini, je bila priložnost za ogled proizvodnje, ki ljudi iz Gradačca povezuje Slovenijo. Podjetje je tudi generalni pokrovitelj lokalnega rokometnega kluba. Mi imamo ambicije, da budemo tako zapažen premier ligaš v Bosni in Hercegovini. A to je negdje da budemo u sredini tablice, da nam je neupitan boravak u premier ligi, ali ne prema vrhu. To puno košta, puno novaca treba. Evropske tekme so zelo mamljive za majhen kraj. Navijači so napolnili dvorano do zadnjega mesta. Strah pred incidenti zaradi primitivnega skandiranja posameznikov v Mariboru je bil odveč. Najbrž je pomagala tudi poteza vijoličastih pred tekmo. Ovdje su inače ove utakmice, sve su posjećene rukometa. Rukomet i odbojka, to nam je 2 kluba u premier ligi, kao i Zvijezda. I posjetilac uvijek ima dovoljno. Puna je sala, većinom ne ovoliko, ali ovo malo značajnije zato što je to međunarodna utakmica ipak. Pa pobjedit ćemo sigurno, ali to je možda 1, 2, 3 razlike. Ali dovoljno da pobjedimo. Ako smo jedini klub koji je u BiH ostao u evropskom ovom takmičenju, onda je to veći uspjeh. Kdo gre v četrtfinale, ni bilo dvoma. Vseh upov gostiteljev na napredovanje je bilo konec sredi drugega polčasa, ko so Mariborčani prišli do prednosti 6 golov. Vijoličasti so se dobro znašli na vročem terenu. Do 50 minute ne dobro, jaz bi rekel, da odlično, se smo vodili tudi do 50 minute. Na koncu so pa mogoče nekateri padli pod pritiskom publike, pol domačini so se dvignali, tako da jaz sam upam, da bo naprej bož, da je to šola naša za naprej. Bilo je vruće, da, znali smo da će biti teren vruć sa njihovim navijačima, ali pokazali smo da možemo, smirenom igrom u prvom poluvremenu, većinom drugog poluvremena i eto, dobro. Bilo je malo nezgodno, dosta smo pritiska imali povodom utakmice zbog onog incidenta što se desio u Mariboru, pa smo se trudili da što korektnije i što bolje odigramo ovu utakmicu. Mada većinu utakmice smo uspjeli da odigramo odlično, čitavih 45 minuta, mada taj neki pad od tih crnih 10 minuta nas je mogao koštati jako puno. Gradačac je do zmage prišel z delnim rezultatom 16-5 v zadnjih 20 minutah. Mariborčani pa od svojega vodstva 26-24 niso več dosegli zadetka. Mi, ko smo prišli v tisto fazo tekme, ko je bilo jasno, da dvoboja več ne moremo izgubiti, smo pač poskušali tudi malo z eksperimenti. In to je idealna priložnost, da pač vidiš, kako igralci reagirajo. Nekateri so pač reagirali tako, da bomo prihodnje mogli paziti, kako z njimi, kako in kaj z njimi. Tako si tudi na nek način igralci gradijo svoje mesto znotraj ekipe in tudi ustvarjajo položaj, iz katerega lahko štartajo za naprej, za naslednje tekme. Spravim, boljše možnosti za tak test, kot je bil danes, to pravzaprav teško dobiš. Pa dobro, mi smo prizemni u svakom slučaju, mi znamo da mi imamo 7, 8, 10 igrača maksimalno, da su ostalo igrači iz mladog pogona i ne treba biti preambiciozan, treba biti normalan i zadovoljni smo i prezadovoljni kad pobjedimo jednu ekipu Maribora sa možda pola igrača koji su iz opštvenog pogona. Da, što se tiče naše ekipe, ovo je stvarno veliki uspjeh za nas. Mislim da nismo baš nadali da ćemo stići ovako, pošto imamo dosta mlade i neiskusnu ekipu. Mada eto, možda smo imali i malo sreće i u žebu i u svemu, tako da vidjet ćemo što nas dalje očekuje. Izbranci trenerja Šibile so se drugo leto zapored uvrstili v četrtfinale Evropskega pokala. V pokalu Challenge so ob Mariboru ostali še klubi iz Grčije, Izraela, Italije, Portugalske, Romunije in Švice. Štajerci se bodo v četrtfinalu soočili z Makabijem iz Tel Aviva, ki je predtem izločil turškega in grškega predstavnika. Svaka ekipa je jednako dobra, ali eto, po mojem nekako da sam ja mogao birati, ja bi isto nekako izabrao Makabi.
Ja, lahko rečem, da Makabi je sigurno atraktiven nasprotnik, pa bi rekel, da po drugi strani mogoče zaradi oddaljenosti ni. Zdaj, ekipe so dosti neznanka, tako da mislim, da kjerkoli nasprotnik bi bil, ne bi mogel reči, da sem imel koga posebej v mislih, mogoče zaradi bližine kakšne Švicarje, ampak bom rekel, da smo s tem tudi kar zadovoljni. Nekakav alibi bi bio kad bi ja sad rekao da nismo favoriti, jer s obzirom na slovenski rukomet i razinu rukometa koja se igra u Sloveniji i u Izraelu, mislim da nije baš da možemo govoriti da se radi o jednako vrijednim ligama i rukometu. S te strane mislim da imamo nekakvu laganu ulogu favorita, ali to ništa ne znači jer svaka ekipa je za sebe i moramo to dokazati na terenu u svakom slučaju. Da. Prve tekme v četrtfinalu Pokala Challenge bodo odigrane 17. ali 18. marca, povratne pa teden kasneje. Mariborčani se bodo z Makabijem najprej pomerili v dvorani Tabor. V nadaljevanju oddaje spoznajte Joseja Ramireza, najstniškega bokserja iz Združenih držav Amerike, ki bi lahko postal zvezda tega športa. Svojo kakovost namerava lahko kategornik dokazati na olimpijadi v Londonu, a se mora tja šele uvrstiti. Še prej ste vabljeni k ogledu pogovora z našo najboljšo teniško igralko Polono Hercog. Po slabših rezultatih na začetku sezone je zamenjala trenerja in optimistično pričakuje naslednje turnirje. Ja, verjetno ni bil ravno sanjski začetek, ampak tudi v prejšnjih sezonah nisem ravno imela nekega najboljšega začetka in jaz mislim, da le rabim neke ure treninga, tudi kondicije in vsega skupaj, tako da jaz sem zadovoljna, da sem začela z novim trenerjem in jaz mislim, da po nekaj mesecih, da bi rezultati mogli vsekakor tudi priti. Treba bo nadoknaditi tisto, kar je bilo mogoče izgubljeno zdaj v prvih mesecih, ampak še vedno sem mlada in imam še pred sabo tudi to sezono in pa še mislim, da mnogo drugih sezon. Vedno je boleče, jaz lahko rečem, da na poraz se nikakor ne morem navaditi in meni je vedno muka, ko izgubim, tako da so tudi tiste zmage so toliko slajše in treba je vsekakor delati, ker konkurenca je sploh zdaj v zadnjih letih je res močna in da se prebiješ sam vrh, tudi med top 30, top 20 je res trdo delo. Jaz tudi mislim, da to, da nisem imela ravno ta pravega osebe ob sebi, tistega mogoče ta pravega trenerja, ki bi me znal popeljati v točno ta pravo smer. Imela sem trenerja tudi prej, ki me mogoče skozi moja najstniška leta, lahko rečem, peljal. Potem lani sem imela Španca, katerega sem imela skozi prehodno obdobje po tistem dolgem 3-letnem sodelovanju z Madžarjem in lahko rečem, da zaenkrat sem zelo zadovoljna s tem novim trenerjem in jaz mislim, da skupaj, da z mojim feedbackom in njegovim pristopom, da bo tudi samozavest potem prišla skozi treninge in treba je tudi tekme dati skozi. Dosti tekm, mogoče tudi sparing tekem s kakimi fanti, z drugimi puncami in potem pač moraš začeti graditi na tem. Poznamo se že iz tura tudi prej, ampak nekako mogoče nam ni uspelo, da bi že prej začela, tako da jaz sem pač zdaj vzela prvo priložnost, ki sem jo imela, da poskusim z njim. Tudi on je rekel, da je zadovoljen in imamo že tudi plane za naprej, tako da jaz upam, da se vse pozitivno odvija.
Ja, je kar uveljavljen, imajo že nekaj igralk, tudi nekaj velikih imen. Dolgo je delal s Cibulkovo in je tudi pripeljal zelo daleč. Tudi zelo dober kot oseba in jaz sem tudi upala mogoče, da mi enkrat uspe poskusiti z njim. Jaz mislim, da sem tudi igralka, ki ima veliko elementov, ki imajo še veliko za izboljšati in jaz mislim, da je to pri nekaterih, sploh tam boljših trenerjih, da jim je neki izziv. Je veliko igralk na turu, ki mogoče igrajo enoličen tenis, imajo mogoče samo par elementov, jaz pa imam tistih res veliko, ki jih je mogoče v mladih letih težko uskladiti in se mogoče v sami tekmi tudi težko odločiti, za kateri udarec, točno v katerem trenutku in to je ravno tisti čar, da skozi tekme in skozi delo, da se ti začneš za pravilne udarce odločati. Bratislava je samo 3 ure pa pol tukaj, tako da mogoče bomo tudi nekaj dni tam preživela, drugače se pa res skoraj celo leto potuje. Jaz upam, da tudi v spomladanskih dneh, da mi uspe uskladiti treninge v Monaku in drugače pa se bomo poskušala pripravljati res v pogojih, ki bojo vedno potem sledili na sledečih turnirjih. Sedaj bomo imela mogoče nekaj dni več časa za same priprave, tudi na igrišču, tudi izven igrišča in mogoče za gradnjo te moje igre in pa tudi stila. Jaz pač res moram se najti, da se bom počutila res ugodno na igrišču in da bom znala mogoče uporabiti tiste svoje orožje, ki jih imam. Šli bomo v Ameriko tudi teden dni prej, tako da se bom navadila na pogoje, koliko se pač da in jaz res upam na čim boljše rezultate, ampak predvsem pa je pomembno to, da se dobro na igrišču počutim, da dobim tisto svojo samozavest nazaj. Ja, nekako sem si mogoče oddahnila po tisti zmagi. Prvega je res mogoče malo težje zmagati, tudi ko greš na igrišče pred finalom, ti res srce razbija, tako da tudi meni je bil ta občutek takrat v Bastadu in nekako mogoče v naslednjih tekmah, ko bo težek trenutek, se bom poskušala, mislim, mi bo lažje, da bom čim bolj mirno odigrala. Meni res veliko pomeni, ker je tudi še eno dodatno priznanje za trdo delo, ki je bilo v teh vseh zadnjih letih, ne morem reči v zadnjem letu, ker vse skupaj, celotni uspehi se gradijo v več let nazaj. In meni je to res v čast, da so me ponovno izbrali za športnico Maribora in jaz upam, da tudi v prihodnje, da mi bo mogoče taki naslovi pripisani, zato ker potem samo še dodatno potrdijo, da res dobro delaš. Nekje na pol poti med Los Angelesom in San Franciscom se nahaja Avenel, poljedelski kraj s 15 tisoč prebivalci. Eden izmed njih bo morda nastopil na olimpijskih igrah v Londonu. Boksar Jose Ramirez na tihih mestnih ulicah in okoliških hribih opravlja tekaške treninge. Z boksom se je pričel ukvarjati pri 7 letih. Hitro je dobil licenco in že 2 meseca kasneje zastopal Avenel na lokalnih amaterskih tekmah. Doslej izstopajo 4 zaporedni naslovi državnega prvaka. Zaradi izjemnega rekorda in mehiško-ameriških korenin so Ramireza pričeli primerjati s slovitim Oskarjem de la Hoyo. Every time I hear that, it's a big pleasure and I get a warm feeling inside that they see me up there, such as just like Oscar de la Hoya, who was a great Olympian, a gold medalist, and a great person overall, and inside the ring and outside the ring.
So it's a pleasure for me to hear that said, and I just take it like a motivation. It makes me want to push myself to be just like him, or probably if God wants it, do my best and become a better champion or a great champion. Poleg tekaškega programa je Ramirez vsak dan 2 uri v telovadnici, kjer vadi s trenerjem, ki je tudi njegov boter. Nekdanji mladinski in vsevojaški prvak Armando Mancinas je vpet v boks že 4 desetletja. Nad Josejevo kariero bdi vse od začetka. I don't think there's any better athlete at his age at this moment. He's got the whole package. He's got excellent defense. He's got good speed, excellent speed, a lot of power, and that's everything you're looking for in a fighter. And he's an Olympic caliber type of fighter. And I think we're in for a gold medal from him. I really do. Do zlate kolajne je še dolga pot. Ramirez je lani zmagal na ameriških izločilnih tekmah za olimpijske igre, a se s tem ni kvalificiral v London. Na svetovnem prvenstvu v Azerbajdžanu bi se moral uvrstiti med 10 najboljših, vendar ga je prehitro premagal Ukrajinec Lomašenko. Če želi na olimpijado, mora zdaj Ramirez zmagati na ameriškem državnem prvenstvu, ki se prične v ponedeljek. Na lanskih izločilnih tekmah ga je zelo hvalil Freddie Roach, trener Mannya Pacquiaoa. Za lahkokategornika ima Ramirez dovršene udarce, zato veliko dvobojev konča predčasno. When I go in there, I just worry about letting my punches flow, fighting smart, just try to win my fight the smartest way possible. And if I know I hurt that guy with the good combination that I threw, I would continue on and maybe continue stronger, and try to see how the fight goes. You need help. Go ahead. Njegovi zastopniki so se že pogovarjali z znanimi promotorji, ki bi mu olajšali prestop v profesionalni boks. Če vprašate Ramirezovega svetovalca, lahko 19-letnik postane športna legenda. Jose Ramirez will be a future Olympian, and I believe a breath of fresh air in boxing in the years to come. I think Jose will add a future fan base that hasn't been there in a while, and he's just a likable kid that can fight his ass off. And I think win or lose, Jose is going to be a proven commodity and an asset to boxing in the years to come. Ko ni v popolnem boksarskem pogonu, Ramirez honorarno dela v lokalnem kavnem bifeju in študira računalništvo na bližnji državni univerzi. Amaterski boksarski status želi oplemenititi z olimpijsko kolajno. Američani so jih doslej osvojili že 108, vendar le 1 zlato na zadnjih 3 olimpijadah. I do want to be the best fighter. I want to be remembered after I'm gone too. Because I know if I'm remembered, if I do something with myself, I'm not just going to be remembered, but my family is going to be remembered overall. And I really do want to leave a mark. It's something that they're going to remember me and my family, and whoever knew me, they're going to remember me after I'm gone. But besides that, I want to be retired as a world champion. Mladenič se je zavzeto pripravljal na ameriško prvenstvo. Če bo naslednji teden zmagal, ga pričakuje London. Če ne bo, se bo morda že zelo hitro podal med profesionalce. V Športnem kompasu prihodnji petek med drugim ne zamudite povsem svežih novic iz Ljudskega vrta. Prvi vikend v marcu se namreč po zimskem premoru nadaljuje nogometno državno prvenstvo. Naša oddaja lahko spremljate na Facebooku in Twitterju, dosegljivi smo tudi preko spletne pošte. Športni pozdrav do prihodnjega druženja.